Pozdravljeni! Najvišje nagrade in priznanje na področju kulture v Mariboru so poimenovane po pesniku, literarnem zgodovinarju in knjižničarju Janku Glazerju. Mestna občina Maribor tako vsako leto nagradi umetnike in ustvarjalce na najrazličnejših področjih kulture, ki dajejo mestu svojevrsten pečat. Letošnjim Glazerjevim nagrajencem je namenjena tudi tokratna oddaja. Glazerjevo nagrado za življenjsko delo na področju gledališke dejavnosti je letos prejel Peter Trnovšek, prvak drame SNG Maribor in dobitnik Borštnikovega prstana na odru Slovenskega narodnega gledališča Maribor skoraj 40 sezon. Glazerjeve listine so prejeli Melita Forstnerič-Hajnšek, novinarka in urednica, za dosežke na področju kulturnega žurnalizma. Nataša Matjašec-Rošker, dramska igralka v SNG Maribor, za vloge učiteljice Silvije Desant in Hane v Grmhorvatovi uprizoritvi Goga Čudovito mesto. Glazerjevo listino za leto 2012 prejmeta še Primož Premzl in Branimir Žitonja za knjigo 25 let Glazerjevih nagrad. S smelim korakom prečka Kazinsko dvorano. Ko opazi, da sem ga že zagledala, se, kot bi se šel skrivalnice, nagajivo izmuzne iz vidnega polja. Iskrivost in nagajivost sta eni od značajskih potez upokojenega dramskega igralca Petra Trnovška. Res uživam v tem, če lahko ljudi malo potegnem za nos. To neizmerno uživam v reakciji. In moram reči, da so ljudje kar dobri mediji. Komaj 2 ali 3 leta mu je bilo, ko je v domači kuhinji izlezel na zaboj za premog, tako imenovano koln kišto, ne vedoč, da bo ta kasneje dobil status njegovega čisto prvega odra. In tam odrecitiral svojo prvo pesmico. Za štafeto mladosti je nastopil pred tovarišem Titom. Vskočil je na mesto svojega pionirskega tovariša, čigar nastop je tik pred zdajci onemogočila trema. Vedeli so, da se jaz rad recitiram, potem so mi dali listek, nauči se to, par stavkov je bilo. Jaz sem se v trenutku naučil z veseljem to in tovarišu Titu to odrecitiral. Ampak še hujše pa je bilo to, ker sem pač kot igralec sem se rad rinil v spredje. Vem, da smo takrat, ko smo se s tovarišem Titom srečali, sem jaz se pririnil in ga objeval okoli vratu in smo na uho tulu, mi se imamo radi. V Talijin hram je velikokrat zahajal. Pri 16 letih je upodobil Poprčka. Takrat se je tudi doživljenjsko zavezal gledališču. Čeprav stopajoč po poti učiteljskega poklica brez uradne igralske akademije, se je nekaj let kasneje z veseljem odzval povabilo v pravo veliko gledališče, v SNG Dramo Maribor. In tja je zakorakal predvsem z veliko ljubeznijo. Zelo rad sem hodil v gledališče kot dijak in tudi sem ugotovil, kdaj imajo svoje štose na odru ali kdaj se kdo zmoti. Nisem v tem užival, ampak bil sem ponosen na to, da sem videl, opala, to pa nekaj to, danes je pa to drugače. Eno predstavo od teh Roblejevega Monseraja je v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani, kjer smo bili na reviji, videl Branko Gombač, takratni direktor Mariborske drame. In je potem lepega dne zazvonil telefon, kaj bi vi, tovariš Peter, prišli k nam za igralca. To sem jaz svet, sem mislil, da je. In tak sem potem šel. Od leta 1971 pa vse do leta upokojitve v letu 2007 je nanizal okrog 140 vlog. V tem času se je v SNG Drami Mariborskega gledališča, ki je ostal zvest vse od zgodnjih začetkov, zvrstilo 7 umetniških vodij. Na vsa leta imam res na svoje kolege in prijatelje in tudi druge sodelavce v gledališču izredno čudovite spomine. Mislim, da je igralski poklic stvar talenta, koncentracije in dela. Jaz ne vem, če bi lahko igralski poklic mistificiral v ne vem kakšno glorificirano umetnost. Zanimive so mi bile v gledališču vedno vaje, dosti bolj kot predstave. Mnogo raje sem imel vaje kot predstave. In če kaj pogrešam vaje. V tem sem res neizmerno užival. Nimam presežka, jaz nisem bil nikoli zadovoljen z nobeno svojo vlogo. Največ mi pa še vedno pomeni v mojem srcu in
najraje ga govorim Sokrata. Ali zato vidite, prosim, da so moji nasprotniki dvojni, kakor pravijo. Eni me obtožujejo zdaj, drugi, o kateri... Če že ni bil s svojimi vlogami zadovoljen sam, pa so njegov igralski žar prepoznali kritiki in strokovna javnost. Prešernova nagrada, večkratna Borštnikova nagrada, najnovejša Glazerjeva nagrada za življenjsko delo in v letu 2006 tudi Borštnikov prstan, kjer je ob aplavzu požel tudi nemalo vsuplosti in spet smo pri njegovi nagajivosti. Ko se človek pogleda v ogledalo, vidi eno grdo žabo. Potem pa pride nagrada in te poljubi in si za nekaj časa en lep princ. Jaz sem zdaj še en lep princ, samo ogledala, prosim, čim dalje od mene. O svojem pogledu na gledališče kot na izrazni medij danes, 5 let po svoji upokojitvi, ne želi in ne more govoriti. Petra, Vidali, za tebe. Ne upam si jaz o tem soditi. Jaz sem ustvarjalec, ki je od znotraj. In od znotraj sem marsikdaj analiziral marsikaj. Od zunaj si pa niti ne upam, niti ne drznem. Gledališče, radio, film, televizija, recitacijski dramski krožki. Ta igralska vsestranskost je zahtevala veliko časa in odpovedovanj. Predvsem je bilo veliko odtegljajo časa in uric, ki jih zaradi narave dela ni mogel preživeti z družino. Zdaj, v pokoju, je veliko več časa tudi zanjo, pa za branje in sprehode. Igralec potrebuje azil. Jaz imam pač take vrste azil. Moj azil je bil vedno dom. Nasvidenje z Nazimom Hikmetom. Najlepše morje, tisto, ki ga še nisva preplula. Najlepše dete, tisto, ki je še nebogljeno. Najlepši dnevi, tisti, ki jih še nisva užila. In najlepše, kar sem ti kdaj povedal, tisto, kar ti še bom. Meni je predvsem izjemno pomembno, da je kulturno novinarstvo enkrat v središču, ker če pogledam celoten korpus novinarstva slovenskega, kar skozi čas, bi lahko rekla, kar skozi zadnjega mojega 4 stoletja, kolikor sem že v tem poslu, se mi zdi, da je, pa ne da zdaj kakorkoli jamram, pa se grem neko kalimerovstvo, ampak vendarle se mi zdi, da je kulturni žurnalizem nekoliko ob strani. In po recimo minutažah pri vas v elektronskih medijih in po straneh v tiskanih medijih, vedno se je treba boriti za te neke prostore, za čas. Medtem ko pri vseh drugih politično obarvanih, ali kako bi rekla, bolj državotvornih rubrikah v časopisu se mi včasih šalimo, je seveda mnogo lažje. Ko pa govorimo o nagrajevanju pa sploh, jaz se spomnim kolega Petra Kolška, ki je meni izjemno ime slovenskega kulturnega novinarstva, ki mislim, da je dobil nagrado za posebne dosežke, ki je v bistvu nagrada za mlade novinarje, jo je dobil, mislim, da pri svojih 60, skoraj 60 letih, kar mislim, da pove vse. Ko smo nekoč govorili o pritisku ideologije na vso novinarstvo, seveda tudi kulturno, jasno, je bilo podvrženo verjetno temu, je danes absolutno ideologija mala malca v primerjavi s tem, kaj počnejo, kot si dobro rekla, PR-ovske službe. In ta v bistvu tudi na nek način brutalnost, agresivnost, v bistvu njihova zvitost, prepletenost vsega s temi PR-ovskimi strategijami je danes mogoče najhujša sirena novinarstva, celotnega pa tudi kulturnega. Sem pa najbolj razočarana na tem, da res veliko odličnih novinarjev beži v te vode in tu pa mislim, da tudi recimo diplomanti FDV-ja, filozofske fakultete, vsi ti kadri, ki so ponavadi, jim je bilo novinarstvo recimo tista najvišja postavka, so danes dejansko mnogim izmed njih PR-ovci. Kritična distanca je v bistvu en tak
triki pojem, ne, zelo triki pojem. Meni je v bistvu glavni problem to danes v današnji družbi, da smo vsi izjemno na kritični, zlasti kritični distanci, da pa se ne znamo ničesar iskreno veseliti, biti nad ničemer iskreno navdušeni. Jaz sama pri sebi vidim, da se ne upam več biti pravzaprav navdušena nad ničemer prav, ker se mi zdi, da bo takoj, bojo rekli, ja, kaj pa je zdaj, ne? Kaj pa je zdaj to, ne? Tako da je ta sesujevalska drža, ta hiperkritična drža, ki je danes non plus ultra drža, ne, mislim, vsi jo na nek način gojimo, je kot da je ta prava. In ona druga, ko si recimo iskreno razumejo me zlasti ljudje, ki spremljajo kulturno sceno in umetniško, mogoče me tisti, ki so na neki drugi distanci malo manj razumejo, da je pa včasih, ljubi Bog, treba biti na čim pa tudi iskreno navdušen. Če se jaz spomnim recimo svojega projekta Zagrebški Slovenci leta 2005 in med 2005 in 2007, ko se je bila v bistvu moja novinarska misija in je na neki točki nenadoma je nekdo v tem videl nekaj, da je to preseglo to neko dnevno beleženje in je zadeva sama po sebi čisto samoumevno prerasla v knjigo, ki jo jaz sama, priznam, ne bi nikoli svojih novinarskih, ne vem, iz svojih intervjujev naredila knjige. Seveda, ko pa si povabljen, kot je pa nek urednik, ne vem, kulturnik povabi k temu, pa seveda se ne braniš. In potem uzreš skozi neko drugo optiko in vidiš, da pa so to vendarle neke stvari, ki preraščajo to neko dnevno beleženje. Ostal bo spomin na mnoge izjemne projekte, ki bodo nekateri ostali verjetno tudi v kakih knjižnih oblikah posneti. Mislim pa, da bo največji presežek bo pa ta dodana vrednost bo pa ta publika. Ko smo imeli, ne vem, na Borisu Pahorju recimo 180 ljudi, mi je rekel Mitja Čander, ki spremlja ljubljansko sceno, je rekel, to je za Cankarjev dom izjemen rekord bi bil. Skratka, kaj to pove? To pove, da dejansko publika je publika za vse žanre umetnosti, za vse kulturne prakse in kaj hočemo več? Jaz mislim, da je to najbolj bistveno, ne? Tudi pri projektu EPK, ne? Prvo dejanje, tretji prizor. Ona pride in gremo iz interierja v eksterier in imamo modro nebo, močno sonce, suh zrak, suha usta, zlepljene jezike, oči, ki mežikajo daljavo, strmo pot, drobne, ostre skale, ona hodi. Moram reči, da sem bila precej introvertiran otrok, precej sramežljiv otrok, ker se mi je oder zgodil kot neko polje osvoboditve, no? Neko polje, ker si se skrit za neko vlogo nekoga drugega lahko sproščeno izražal v nekih besedah in skozi neke misli, ki si jih kot majhna punčka ali pa deklica ali pa dekle nisem upala izreči ali skratka, ker nisem imela tega poguma. No, kasneje pa to postane ne biti nekdo drug, ampak biti ti. V Murski Soboti rojeno igralko Natašo Matjašic Roškar je magnet gledališča potegnil v amatersko gledališko skupino. Potem se je nekolikanj spogledovala z umetnostno zgodovino, a magnet gledališča je naredil svoje. Sprejemne izpite za ljubljansko igralsko akademijo je opravila v drugem poskusu in prav akademija je bila tista, ki je spodbijala domačo prekmurščino. Ta drugo leto sem iz žalosti, razočaranja, stresa, ogorčenja, da sem padla, se bolj delala, da študiram umetnostno zgodovino in sem v bistvu cel čas tuhtala, kako se bom pripravila na ta drug poskus. No. Je igrala naprej? Igra. Ljubljana je postala moje mesto, tam sem živela, tam sem se v končni fazi formirala v neko pogojno rečeno zrelo osebo. Tako da ne morem zdaj, ali sem Prekmurka, ali sem Ljubljančanka, ne vem, v končni fazi sem Slovenka oziroma zdaj sem Mariborčanka, pika. A igralskemu poklicu v gledališču se pridružuje tudi film in z njim denimo vloga Laure v prvem slovenskem celovečercu Babica gre na jug. Preizkušala pa se tudi v režiji in med drugim upodobila tudi Ivano Kobilico. Obožujem gledališče, sem nora rada film, ampak gledališče obožujem iz preprostega razloga, zato ker je to, kot se temu reče, v današnjem svetu še edini dogodek v živo. Naše delo uvršča med ta ustvarjalna dela in to ni delo, ki bi se vezalo na pogodbo, inštitucijo, ne vem, ampak to je nek klic, to je poklic, ki je klic. In če si ustvarjalec, mislim, potem si ustvarjalen tako rekoč v slehernem trenutku svojega dneva ali svojega življenja. Tako rekoč pred vsako predstavo 2 uri in pol ali pa 2 pa zmeraj prej v gledališču.
Najprej ponovim tekst, tehnično, artikulatorno, pol grem počasi v masko, pol se grem pa kar malo motoviliti po odru. Po letih samostojne ustvarjalske poti in angažmajih v ljubljanski drami, Slovenskem mladinskem gledališču, Gledališču Glej in drugod, je leta 2007 postala stalna članica dramskega ansambla Mariborske drame. V tem času je igrala v uprizoritvah Lepa vida, Frida Kahlo, Od blizu, Za narodov blagor, v lutkovni predstavi Pravljica o carju Sultanu, s predstavo Veter v vejah borov spoznala tradicijo japonskega gledališča. Njena najnovejša igralska stvaritev je Markiza de Merteuil v nevarnih razmerjih z režiserskim podpisom Aleksandra Popovskega. Je pa on izrazito igralski režiser, ki črpa iz igralca, iz njegovega temperamenta, iz njegovih slabosti, kvalitet in vlogo dejansko vleče ven iz tebe. Predstava koncentričnih krogov mučenja, Goga, čudovito mesto, po motivih Grumovega dogodka v mestu Gogi in v režiji Sebastiana Horvata je za vlogo Sylvie Descent odraščajoče Hane in učiteljice prinesla še eno v nizu številnih nagrad. Glazerjevo listino za leto 2012. To je ta druga plat življenja, ki obstaja, ki je del nas, ki se reflektira ali kaže skozi različne podobe. Nagrada je zmeraj priznanje za delo, za kakršnokoli, ali je to pač v mojem primeru igralsko delo oziroma ustvarjalno delo. Seveda ti pa nalaga določeno odgovornost ali pa ti izostri ali pa poveča mero odgovornosti pri nadaljnjem delu. Njeno pribežališče je narava, Kalvarija, Piramida, mestni park pa tudi Pohorje, za katerega zdaj ve, da je bistveno težji zalogaj kot ljubljanska Šmarna gora, kamor je v času 22-letnega bivanja v Ljubljani velikokrat zašla. Monografija o Glazerjevih nagrajencih je združila ustvarjalni poti mojstra fotografije Branimirja Ritonije in založnika Primoža Premzla. Po besedah že pokojnega doktorja Bruna Hartmana, tudi pobudnika Glazerjevih nagrad, knjiga predstavlja duhovni začetek Evropske prestolnice kulture. Premzl jo udejanja z besedo, Ritonija pa s fotografijo. Mojster fotografije in predsednik fotokluba Maribor Branimir Ritonija je v dolgoletnem prijateljevanju z mariborskimi umetniki velikokrat začutil izziv, da v svoj fotografski objektiv ujame njihove portrete, njihove zgodbe. Njegova umetniška pripoved pa se je začela pisati že v slovenjebistriški osnovni šoli in v takratnem fotoklubu Svoboda. Pri tehničnem pouku in v tem klubu sem prvič zašel v temnico in se zaljubil v fotografijo, predvsem ta del, kako je fotografija iz nič, pravzaprav iz tistega belega papirja, ki se ga položil v razvijalec, začela na fotografskem papirju nastajati podoba in od takrat je bila ta čarobnost fotografije v meni se nekako prebudila in me ni spustila še do danes. Ritonijo ne privlačijo samo zgodbe ljudi, ki jih pišejo njihovi obrazi. Svojim medijem prisluhne tudi šepetu mestnih ulic in vedut. Tovrstne zgodbe recimo pripoveduje njegova serija fotografij Mariborska dvorišča. Zatem ga začno privabljati predmestja. Mnogokrat se s svojim fotografskim izplenom zateče tudi v temnico na Židovskem trgu. V tem prostoru so se razvijali filmi, potem pa fotografije, ki sem izdeloval teh mariborskih vedut in tega sem izdeloval ročno, v čem so te portreti, ki so zdaj razstavljeni v fotogaleriji Stolp, bili filmi razviti in potem skenirani in narejeni z temi novimi mediji, ki so lažje dostopni, tudi precej cenejši so, moram povedati, čeprav je pa rezultat zelo podoben temu, ki smo ga delali tukaj. Tukaj se nahajamo v ateljeju fotokluba Maribor.
Ta prostor je namenjen rezidenčni izmenjavi avtorjev in fotografov iz drugih držav in hkrati tudi namenjen ustvarjanju članom Fotokluba Maribor in gostom, ki tukaj gostujejo. Sam sem tukaj noter naredil kar dobršni del portretov teh mariborskih umetnikov. Pri teh portretih pač je bilo uporabljeno potem tole obrtniško znanje, to fotografsko obrtniško znanje, kajti tukaj ne moreš zgrešiti, če obvladaš obrt. Predvsem zato, ker imaš popolnoma kontrolo nad vso svetlobo. Tukaj je potrebno iz portretiranca izvleči tisto njegovo najboljše, kaj nosi v sebi, to karizmo. Ja, zdravo. Zdravljen. Tak, fertik. Gotovo. Zaključeno. Sadovi dela so tu. Ja. Tudi dodatek je končan. Vse je gotovo. Upam, da bodo na občini imeli posluh in da bomo vsako leto lahko tudi še naprej spremljala nagrade in vsako leto naredila tak dodatek, kot je letošnji. Jaz tudi upam, ja. Upanje umira zadnje, ne? Založnik in galerist Primož Premzl domuje med svojimi številnimi zbirkami, ki se stiskajo na policah, so shranjene v ognjevarni omari in med umetniškimi deli na njegovih galerijskih stenah. Na Slovenski ulici poleg galerije delujeta tudi njegova založba in zasebna domoznanska zbirka, ki je bogatejša od zbirk v arhivih in muzejih. Ja, moji začetki segajo v študentska leta, ko sem pričel z zbiranjem starega fotografskega gradiva v Mariboru, okolici in z tega je na to nastala moja ambicija potem, da tudi izdam kmalu prvo knjigo o zgodovini Maribora, Maribor na starih razglednicah in to je bil tudi začetek moje profesionalne poti na založniškem in pa vzporedno tudi na galerijskem področju. Nešteto knjig je, ki so pod Premzlovim uredništvom močno zarezale v kulturno-umetniško in zgodovinsko polje Maribora in okolice. Od mariborskih vedut do faksimil statuta mesta Ptuj. Zanimajo ga tudi zgodovinske osebnosti. V okviru raziskovanja Maribora me predvsem zanima kulturna zgodovina in nekako med osebnostmi, ki so zaznamovali to mesto, sem izbral najprej viceadmirala Wilhelma von Tegetthofa, ki je bil rojen v sosednji hiši moje galerije. Skoraj si upam trditi, da je to morda najznamenitejša osebnost, ki je bila kadarkoli rojena v Mariboru. Proslavil se je z bitko pri Visu leta 1866. Primož Premzl je za monografijo o Glazerjevih nagrajencih, ki ni samo dokument in spomenik, temveč tudi opominja, da je Maribor kulturno bogatejši, kot se nam včasih zdi, prejel že drugo Glazerjevo listino. Prvo sem dobil pred 10 leti. Takrat mi je pomenila veliko priznanje za moje dotedanje delo. Dočim ta druga listina pa mi predvsem pomeni moralno zadoščenje za ignoranco, ki se mi je deležen strani vodstva mestne občine Maribor, saj že zadnje 4 leta popolnoma ignorira mojo knjižno produkcijo. A Primož Premzl se loteva že novih podvigov. Ostaja neutruden zbiralec mariborskega domoznanskega gradiva in se svojim družbeno angažiranim delovanjem odziva tudi na anomalije v slovenski družbi. To so bili letošnji Glazerjevi nagrajenci, dobitniki najvišjih nagrad in priznanj na področju kulture, ki jih mestna občina Maribor podeljuje vsako leto v marcu. 21. marca se je namreč rodil pesnik Janko Glazer. V Mariboru je oblikoval eno osrednjih knjižnic. Širši javnosti pa bo zmeraj poznan kot pesnik impresionističnih in razpoloženskih podob Pohorja. Hvala, ker ste bili tokrat z nami in nasvidenje prihodnji teden.